Prav lepo pozdravljeni v današnjem zimskem večeru. Danes je z mano Mimi Podkrižnik-Tukarič, novinarka časopisne hiše Delo, prevajalka iz francoščine, kolumnistka, po novem pa tudi romanopiska. Mimi, danes bomo govorili o tvoji novi knjigi. Ni prva knjiga, je pa prvi roman. Zanima me, kako in kako dolgo je nastajal, na kakšen način, kdaj se ti je prvič porodila ideja o tem, da bi napisala svoj prvi roman. Ja, dober večer vsem skupaj. Hvala, ker ste prišli. To je prvi romanček tako. Ideja, se veste, ne, mi pišoči ves čas tudi malo sanjarimo še v kakšnih drugih žanrih, ne, novinarji radi sanjarimo tudi v čem drugem, v leposlovju. In to me je nekako spremljalo kar precej časa, lahko rečem kar nekaj let, no. In je to zorelo med mojimi potmi, no, po Franciji, po Parizu. Jaz grem velikokrat v Pariz na službeno pot, tam se organiziram tako, da ne vem, grem za nekaj dni in potem se dogovarjam za intervjuje. Vmes hodim po Parizu in razmišljam vse mogoče stvari, no. No, in med eno od teh poti se je to porodilo in se je kar slikalo, kako bi lahko šla ta zgodba. Ja, ko beremo ta roman, dobesedno se sprehajamo po Parizu, tudi jaz ga dobro poznam, tako da mi je bilo v veliko veselje se sprehajati skozi tvojo zgodbo tudi po pariških ulicah. In me zanima tvoja navezanost prav na to, Quartier Latin, Théâtre de la Huchette in cela ta Odeon, vsi ti kraji v centru, 6. okrožje Pariza. Se pogosto in rada zadržuješ tam, ko si v Parizu? Ja, to je najlepši del Pariza meni, no. Tako, ponavadi tudi tam bivam v kakšnem hotelu, 5. ali 6. okrožju. Je zelo dobra lokacija tudi za intervjuje, tam so univerze, založbe, se veste, polno lokalov in tudi v lokalih pač novinarji delamo intervjuje. Tako da tja se zelo rada vračam. Je tudi Quartier, kjer vse narediš peš, ker je vse mogoče prehoditi, no. In nekako se res v ta konec vračam leta in leta, no. Osnovna tema romana je ideja tujosti oziroma neka iztrganost iz domačega okolja, ki je mogoče včasih zadošljivo, dom lahko utesnjuje, lahko je prijeten, hkrati pa v tujini, ki nam omogoči neka nova obzorja, nov širši pogled, se pa lahko hitro izgubimo in izgubimo svoj pravi namen. Lahko pa po drugi strani tudi najdemo svoj novi obraz, svoj novi jaz. Zanima me, kako se vi počutite v tujini, ali se bolj počutite doma v tujini ali obratno in ali se kdaj počutite kot tujka tudi doma v Sloveniji? Zdaj, jaz v Francijo hodim od svojega 18. leta. Takrat se je zgodila iniciacija, dvomesečno bivanje kot fille au pair, ne. To je bilo moj prvi stik s Francijo. Potem so bila študentska leta in nekako vsako poletje sem šla za mesec ali pa skoraj vsako poletje za mesec na tečaje in odkrivati Pariz večinoma. Čeprav sem bila tudi študijsko v Grenoblu, pa v Toulonu, tudi po drugih koncih, ampak v Pariz sem se od nekdaj vračala. Potem sem šla v službo, leta 2008 sem pa iz te prejšnje redakcije se prestavila v zunanje politično redakcijo, ker sem začela spremljati Francijo, večinoma Francijo, oziroma romanski prostor, tudi Španijo oziroma tole katalonsko osamosvojitveno gibanje sem pokrivala intenzivno pred leti, tudi malo portugalske. Tako da to odhajanje je pri meni stalnica, ne. Moram iti na vsake toliko pač v tujino, na svoj način, moj ta način delovanja sem prej povedala, ne. Intervjuji, se dogovarjam, spoznavam ljudi, knjigarne, gledališče, kino in takrat ima tudi človek jaz imam čas zase, ne. Takrat je družina doma, vse je fokusirano na francosko zgodbo. Potem se vrnem domov in tukaj pišem intervjuje, preberem vse te knjige, ki jih prinesem s sabo, potem se čez nekaj mesecev ali pa prej zgodba ponovi, no. To je moj način.
Vleče se že od mladih let, tako rekoč, imam ta privilegij, da lahko to počnem tudi službeno. Jaz se nisem nikoli tujka počutila nikjer. Zdaj, verjetno je razlika, kako prideš kam, s kakšno prtljago, kaj počneš v življenju. Ne? Mogoče tudi koliko časa nekje bivaš, ker verjetno, če prideš za nekaj tednov, je drugače kot Mila v romanu, kjer v bistvu že nekaj let preživlja v Parizu in se je ta tujost zažrla v njeno bit nekako, hkrati pa tudi ni več doma, ko je doma, se ne počuti doma. Tako da vem, da imate tudi izkušnjo življenja v tujini, večmesečnega oziroma... Ja, to pa bilo malo daljše obdobje na Portugalskem leta 2010, ampak to je bila pa spet druga zgodba, takrat smo šli tja z družino, z 2 majhnima otrokoma, tudi tako službeno, preko nekega projekta, ki ga je vodil moj mož, ki je čisto v drugih poslih. Jaz pa sem se svojo službo nekako prištulila zraven in o tem pač delala to, o čemer sem vedno sanjala kot dopisnica iz tujega okolja. Ampak jaz še vedno mislim, so razlike, kako prideš kam, s kakšno prtljago, kdo si, kaj počneš, ali si izobražen ali nisi, to zagotovo vse drži. Mogoče pa malo tujosti tudi, da je tujost lahko tudi malce intimno občutje. Kako ti si dovzeten ali pa nisi dovzeten za predsodke, recimo, na kateri bi naletel. Jaz sem vedno imela lepe izkušnje v tujini, ali pa slabih nisem niti zaznala. Mogoče zamahnem ob teh kakih takih, recimo, prigodah, ki bi lahko koga bolj zabolele, kot so pa mene. Jaz sem s tujostjo, nimam problem, težav s tem. Tako kot se verjetno pa res lahko tudi tuj počutiš doma, ali pa so ti v domačem okolju ene stvari tuje, v smislu, da ti niso všeč in jih tudi odriva stran. Sploh, če veliko potuješ in imaš možnost večkrat se srečati z drugimi svetovi. Ja, se mi zdi pa, da je nujno, da ti veš, kako je doma, to je čist navaden kliše in že 100-krat slišano, da veš, kako je doma, moraš iti drugam, da vidiš, spoznaš, kako je znotraj, treba biti tudi zunaj. Tako. Pa če greva zdaj malo obrniti pogovor k romanu. Romanu je naslov Čisti kliše ali ura je 30 let. Govori o Mili, gospodičniki v tem dnevu, ki ga opisuje roman. Roman se zajema dogajanje njenega 30. rojstnega dne. Doživlja marsikaj. Srečanje z staro ljubeznijo, padec neke nostalgije na trdna tla oziroma nekega ideala ljubezni, stik z domačimi, ki ni takšen, kot je ona pričakovala, odločanje, ali naj gre domov ali naj ne gre domov za svoj 30. rojstni dan. Osnova zgodbe je ljubezenska, pa vendar bi lahko rekli, da gre v tem romanu za neko pomanjkanje ljubezni, odsotnost ljubezni, stiska v zvezi z ljubeznijo. Kakšni so vaši? Ja, mogoče to ne. Dogaja se v Parizu. Mila je mesto luči in mesto ljubezni. Mesto luči, mesto ljubezni, tako tudi to je kliše. Ona je stara 30 let, vsak rojsten dan je verjetno en tak dan, tudi za premislek, in za neko bilanco za nazaj in tudi neke načrte za naprej. Mila je tako zmedena v tem trenutku, seveda pričakuje klice domačih, 2 se zgodita, ampak se bolj kot ne ponesrečita, mama jo ne pokliče, tu je kup enih zamer, ker je Mila prestavila ta let na naslednji dan, torej prvič v življenju ne bo praznovala rojstnega dne z domačimi, potem se zgodi še to nesrečno napovedano srečanje oziroma povabilo na randi ob 11. uri, povabijo stara ljubezen, s katero se je srečala pred nekaj tedni, tako. V bistvu se ji vse, nekako njeni bogovi padejo na glavo, vsa je vzhičena, potem pa proti, kako naj to povem, da dogaja se v njej kup
roman je tako zastavljen, ne, da odhaja na ta zmenek, ki se zgodi ob 11. uri, naj bi se zgodil. V kavarni Tripon 9. Tako. In vmes, ko hodi na ta zmenek, premišljujem marsikaj. Ne. Ti klici jo kličejo nazaj, telefonski klici domačih, rojstnodnevne čestitke. Ampak v bistvu to je roman o neki hoji, tudi na ta zmenek. Ves čas so pa reminiscence in pa premisleki, a je to prav, ali živim prav, ali ima smisel vse to, kar počnem. Vsa ta vprašanja preganjajo Milo vedno bolj. No? Tako rečemo lahko, da se potem nekako kar zakotali ena taka snežna kepa, ki se mora na koncu razčesniti in tudi njena se je. Ne? Ja, zelo dramatičen je ta njen sprehod skozi čez most Pont Neuf. Jaz sem se spomnila na ta film z Juliette Binoche, ki je tudi omenjen, kjer v bistvu se vse bliska, vse je dramatično, apokaliptično. In ja, tudi ta apokalipsa se res zgodi, trd padec na tla, kljub romantiki, beli vrtnici in ljubljeni osebi. In njena deziluzija ljubezni, ki se potem pretvori v neko drugo, v drug termin, ki ga ta moški predstavi kot poliamorija. To je nek nov pojem, jaz ga še nisem slišala pred tem romanom. Kaj je poliamorija? Zdaj, ne vem, a bova čisto razkrili zgodbo ali ne, to je zdaj temeljno vprašanje tlele. Tako da mogoče tukaj bova bolj redko besedni, ne? Ja, mogoče niso še vsi prebrali romana. Gre pa za en tak razmislek. No, bolj je to tisti dan je nesrečen dan zanjo. Je rojstni dan, mora biti lep dan. Razmišljanje o ljubeznih, o odnosih, o ljubezni ne samo partnerski, ampak tudi družinski. Ne. V tej knjigi je veliko razmišlja o teh družinskih odnosih, družinskih povezavah z očetom, z mamo, z bratom. Vsi ti glasovi sorodstva jo nekako ves čas spremljajo in ji tudi ves čas nekaj prigovarjajo v glavi njenih mislih. Te kritike je ogromno. Ne. To je zanjo čas za premislek, dan za premislek, obenem pa gre na ta zmenek, ki se potem ponesreči in kot ste prej rekli, da je to roman o neljubezni. Ja, tukaj se postavlja vprašanje, kaj je sploh ljubezen. Je to samo njena fiksna ideja, ker ima neke spomine na neko zaljubljenost, na neko zatrapanost, na neko nezagledanost, privlačnost pred leti recimo. Kaj pa je to ljubezen? Ne? Zdaj mi pri teh letih mogoče zdaj že vemo, kaj je ljubezen. Ne? Pri 30 pa še ni ta beseda s tistim velikim L, recimo. Ja. Z Mimi se poznava že iz študentskih let, bili sva sošolki na faksu, tako da iz prve roke vem, da ona pri 30-ih ni bila v taki vlogi kot Mila. Bila je že skoraj mamica, oziroma že pri 30-ih, imela je redno službo, urejeno življenje, prihajala je v Pariz, na eni od njenih poti sva se v Parizu, ko so bili obe stari približno 30 let, tudi srečali. Pa vendar, koliko je Mimi v Mili, če lahko tako rečemo? Ali sploh kaj? Zdaj tako. Ni je veliko, v smislu, ker mi na konec pameti ne bi padlo, da bi pisala o sebi. No? Tako. Je notri nadrealizem, ki je bila moja tema študijska. Tudi Mila piše doktorat o nadrealizmu. No, in je notri žurnalizem in vse ta preizpraševanja novinarska, nekatera so, ne. Jaz pač delujem že ves čas kot novinarka. Ne. To je moje. Drugače pa ne. Jaz vedno grem malo po svoje. No. Recimo, če zdaj ljudje veliko pišejo o prvi osebi, pa veliko o sebi, jaz tega zdaj ne bi počela. No, tako. In to tudi v novinarstvu tak nekako poskušam delovati. Ne. Se v zadnjem obdobju zelo izogibam prve osebe Nine. Tudi če se mi je kdaj prej zgodila. Ja. Kdo pa je potem Mila? Vemo, da je 30-letnica v krizi pač svojih let, svojega približujočega se rojstnega dne. Hkrati je pa tudi odsev naše družbe neke frustracije, neke težnje po popolnosti, ki jo
nikoli ne dosežemo nekega hrepenenja, hlastanja po nečem. Kaj še kaže, kaj ste še hoteli s tem romanom v bistvu pokazati, neko ogledalo današnjemu času, ne samo mladini današnji, ampak na splošno? Mila je čisto izmišljena oseba, to žensko sem jaz nafantazirala, recimo, ne. Zdaj, kako mi vidimo to zgodbo? Zanimivi so odzivi bralcev, no. Vsakdo mi reče, da ga je nekaj zintegriralo, nekoga nekaj drugega vznemirilo, tako tudi malo ziritiralo, recimo koga. Drugače, to je namišljena oseba, ki živi svoje življenje s svojimi problemi, s svojimi odnosi, z svojo vpetostjo v okolje, slovensko in francosko. Zdaj, lahko gledamo to širše, lahko iščemo nek stereotip, ampak recimo, da ne maramo stereotipov. Ne? Tako. Ja. V neki je v njih resnice, ogromno pa tudi laži, recimo, če tako. No. Tako da tukaj jaz puščam bralcu, da vsak, da to Milo doživi po svoje. Ne. Je bilo veliko odzivov v smislu, da so sebe, da je kdo prepoznal tudi sebe. Sej, jasno, njena vprašanja so univerzalna, ne. Tudi teme, ki jih jaz tlele nekako se dotikam ali pa nastavljam, so tudi univerzalne, te družinski odnosi. Družinski člani so zelo klišejski, prepoznamo tako tipično malomeščansko oziroma veliko vaško družino, ne, tudi veliko mesto in oziroma mala vas, velika vas in malo mesto. Pardon, ja, sta tak tipičen slovenski oris, pa mogoče ne samo slovenski. Ja, ampak to tipičnost, to je diskutabilno, a ne? Res je. In to hoče tudi na nek način. Ker tudi te junake jaz privedem, malo se spogledujem tudi z absurdom in spogledujem se seveda z nadrealizmom in te junake v določenih situacijah, jih spet ne bova razkrivali, pripeljem tako do rahlega absurda ali pa jih priženem do nekih razmislekov, ki tudi mogoče niso všeč nikomu. Ne. Jaz ne idealiziram, nikakor, sem zoprna in tudi Mila ni prijetna nujno. Ne. Mogoče je komu, nekdo je rekel, da se mu rahlo malce tudi smili, no, ja. Tako, ampak je vsa, ne bom uporabljala te besede, mislim, ali pa s previdnostjo histerična, ne? Ampak je vsa mal zgubla tla pod nogami na ta dan, ne? Mal zgubla pamet, no? In potem se to kotali in to se vidi recimo v odnosu do, to pa lahko povem, recimo do brezdomca najprej in potem kako ga drugi sreča, ne? V bistvu zgubla tudi to prijaznost v sebi, ker se ji zgodi toliko neprijetnih stvari na ta dan. Ja, v romanu je zanimiva tudi čisto slogovno in vizualno uporabljate različne registre, različne oblike, ki nagovarjajo Milo samo kot njen notranji dialog oziroma notranji monolog. Velikokrat zaslišimo njeno mamo kot notranjega kritika, ki kljuva s kritiko, z nekimi floskulami, ki obremenjujejo mlado dušo, že tako zgubljeno v tujem svetu. Potem ta trdost mogoče okolja, ta hladnost Pariza, ki jo tudi nekako spravlja v stisko in najde uteho v svojem majčkenem domu, še v manjši maternici v obliki banje, kamor se zateče, kjer se skrije v neko svojo celico. Kako se spopada res ona s tem velikim svetom? A ji to uspe ali ne uspe čisto najbolje? Najprej mogoče to stilno, ne? Ja. Stilsko. V bistvu jaz sem se tudi tukaj igrala z različnimi formami, pa ne samo tako, da je v nekem poševnem tisku tisti mamin glas, ki mama ves čas trka, ne, in prigovarja in jo popravlja in jo kritizira. Je zelo kritizerska. Pa tudi očetov glas se ji takole vrti, ne. Tudi bratov glas se ji takole vrti. Ne. V bistvu vse nosi v glavi na ta nesrečen dan. In to sem poskušala tudi tako čisto oblikovno prikazati z poševnim tiskom, z oklepaji.
to je potem so situacije, ki se ona dejansko spominja, kako sedijo v domačem okolju za domačo mizo in tisti prizor nikakor ni prijetni in tam je spet neka druga dikcija. Potem mi je uspelo bolj ali pa manj posrečeno, to je pač to bralci vedo, ne, tudi prikazati recimo eno situacijo, kjer sta vesela s tem plodom in popivata in sta potem vedno bolj opita in to sem tudi poskušala nekako jezikovno prikazati, no. Potem sem rekla prej, da se spogleduje malo za absurdom, za absurd je značilno to ponavljanje, ne. In tudi tukaj so ene stvari, ki se ponavljajo, večkrat ponovijo, čeprav potem rečem, ne, da mogoče pa tudi v vsakem ponavljanju nekaj novega lahko, no, to. Drugače pa ja, je ta prispodoba te banje kot neka maternica in kokon, kjer se ona skrije oziroma kamor se zavije in kjer tudi piše, no. Obenem je pa tudi tema, ne, če imamo maternico, imamo plodovnico, tukaj seveda ni vode v banji, ne, ampak je pa to rezanje popkovine, ne. To je tudi en tak fil rouge, no, tega romana, kako presekati to. Mila je že stara 30 let, ne, v svojih razmislekih je strašno, po eni strani otročja še, po drugi strani pa razmišlja o stvareh, kot tudi starejše, recimo gospe smo razmišljale, no, tako. In hkrati ta notranji kritik, ki pije kri, ki jo živcira, ki jo nervira, v najhujših trenutkih pa še vedno zavpije na glas, lahko sredi ulice ali pa samem pri sebi mami, a ne, in se jo poskuša vkleniti, se spomni tega občutka otroštva, res gre za to slovo od mladosti, slovo od otroštva skoraj pri 30-ih. Slovo od mladosti, recimo, če smo tako klišejski, ne, v bistvu je pa tudi to lahko vidimo, ne, marsikdo mi reče, da je v ospredju te zgodbe zanj bila ta zgodba z mamo, odnos z mamo, ne, se to je tudi klišejska tema v literaturi in verjetno tam, ker je, prej ste omenili, ne, to neljubezen, ne, v teh odnosih veliko ozkosrčnosti, ne, tako, saj imajo radi, ampak kako si pa to izkazujejo, je pa spet boleče, pa kako to vidi bralec sam, ne. Tako da Okay. Zdaj ta praznina in to iskanje smisla se napolni na nek način tudi z obliko, kako čas teče. Kako čas teče v tej knjigi. Ta čas teče linearno, hkrati se stvari zaključijo, lahko je cikličen, kjerkoli bi vstopili v zgodbo, bi nekako lahko ujeli ta tok. Kako je s časom? Kaj preganja Milo zares? Ja, ta 30-ka, ampak tudi nek širši, globlji čas, ki teče in tiktaka. Ja, tukaj se igram s tem, da čas je linearen, ne, in čas je cikličen. Vsi podnaslovi so časovni, no, imajo to komponento časa. Lahko rečemo 30, spet ena pričakovanja, kaj vse do te prelomnice treba narediti. Tako da spet nekdo mi je ravno to izpostavil, ne, ta pritisk, ta diktat družbenega časa, ne, ki je drugačen od biološkega časa. To se ženskemu... Sploh za ženske. Ja, tako, ne, in verjetno do tega spoznanja pridemo pozneje, no, pozneje o teh stvarih razmišljamo, ne, ker je ta družbeni čas toliko močan, no, in časi, kar predvlada nad tem biološkim, no. Tako da tudi to nekako sem poskušala prikazati. Predvsem pa to, no, te odnose, ozkosrčnost, neljubezen ali pa ne znati izkazati ljubezen, no. Tudi ko pravi, da beseda ljubim te je ne prenese, ne, potem kako in mama nikoli ne reče rada te imam, ne, tako razen potem en SMS na koncu pride, ne.
tudi to je recimo odsev nekega časa lahko našega, telefončki, SMS sporočila, koliko komuniciramo, na kak način komuniciramo. Zaverovanost vase in v bistvu izguba nekega občutka in sočutja do drugega in sploh vstopanje v svet drugega kot samo preko nekih SMS sporočil. Ja, ampak še zmeri ta dan je zanjo poseben. No? To je, zgodi se v enem dnevu in to je poseben dan, čustveno, zelo na breku, natopiran dan. Tako je. In potem se razpoči v vsej svoji, ne bomo povedali kako. In tudi konec romana v bistvu pušča odprta vrata. Kaj bo potem se zgodilo? Ko smo se pogovarjali o tej knjigi, sem bila presenečena nad tem, da niso vsi tako dojeli tega konca, kot je zares napisan in popisan. Meni se je to zdelo, da se vse dogaja v njeni glavi, da to mogoče sploh ni nekaj, kar se je zares zgodilo. Ta želja, ki v bistvu raste, kot si rekla, da se bohoti in nabreka in potem razpoči v neko tako polomijo cele situacije, ki pa je v bistvu čisto domišljijska in mogoče niti ni nekaj, kar bi si ona zares želela na koncu. To ne smem zdaj, ne? Ne sme, ne. Ampak hočem suspens postaviti, da boste prišli do konca. Konec je odprt in je v tej, mislim, meni kot pišoči, kot človeku, ki to napisal, ne. Mene je v bistvu vleklo to, da povem eno zgodbo, ki je na površini in da povem hkrati vzporedne zgodbe in da povem še marsikaj med vrsticami. Predvsem pa je bil moj cilj, da ta zgodba gre za bralcem še nekaj časa. Ampak ne zaradi te osnovne zgodbe, tudi zaradi te, ampak sem želela neke še druge perspektive odpreti ali pa Mila, v bistvu junakinja, se sprašuje stvari, o kateri bi mogoče se tudi bralci. To je bil nekako moj namen. No. To sem jaz, s tem sem se igrala, ko sem pisala. No. To je bil tak moj eksperiment. Mogoče še nekaj o imenih, a ne? Mila Jera, jokajoča, Boga revica, ki se sama sebi smili in posledično celemu svetu in vsem bralcem, ki beremo ta roman, sočustvujemo z njo. Obenem gre pa mnogi na živce. Gre na živce in hkrati je zelo pogumna ženska, kljub vsemu. Kljub vsem absurdom, ki se jih dogajajo, ona strumno koraka in gre čez ta most, se sooča z vsemi situacijami, ki ji pridejo naproti. Ja, in ona tudi na določeni točki reče, ne, kar lahko rečemo vsi kdaj, ne, maklincih gleda. Ne, točno to, ja. V smislu, ne, kaj nam vse družba, lahko je mama tista, ki prigovarja, ki kritizira, lahko pa ta mama družba, ne, kolektivna mama, ki nam pove, da kaj ni dovolj dobro, kaj ne znaš, česa pri 30-ih še ne moreš. Ne. In tukaj je tudi veliko simbolike, pojavlja se ogledalo, ni nam všeč nujno tisto, kar vidimo v ogledalo, pa ne bo to obraz, obličje ali pa družba. Ne. To družba ni vedno sama v sebi všeč, ko se gleda v ogledalo. Ena od kritik je tudi, saj ne moreš napisati romana pri 30-ih, a ne? A je tudi ta ideja pri vas zorela? Je rabila čas? Vi ste novinarka že kar nekaj časa, 25 let, tako da danes je v modi, da se piše romane, a ne? Ali pa vsaj izda knjigo že kar pri mladih letih. A mislite, da je zdaj pri teh letih nastopil čas za roman in a se spogledujete z idejo še v kakšni knjigi za naprej? Imate že kakšno idejo? To je, ne, to sem jaz sama slišala, pri 30-ih ne moreš še nič povedati. Ne? In jaz sem vesela, da ljudje pišejo pri 30-ih ali pa mlajši. Ne? Ker smo šli vsi skozi neke procese šolske in smo jih dobivali po glavi, recimo. Eni bolj, drugi manj. Ne? Sploh v našem sistemu oziroma v našem okolju. Potem se vsakdo sooča sam s tem, koliko je notranje opremljen, koliko je pogumen. Predvsem ta notranja oprema je pomembna, kaj vse
človek naredi iz sebe. Ne? Nekdo premika gore, nekdo pa jih ne, pa je njegov potencial recimo veliko večji. Ne? To je tudi ena taka perspektiva, recimo vmes tako namečem tudi take stvari. Ja, bomo videli tako. Mislim, to je bil zame, to je čisti klišej, pa zame pa tudi čisti eksperiment. Jaz sem se... In ta roman, kot sem razumela, ni bil napisan na dah, tako kot ga preberemo, res je zgodba, ki te drži, dogaja se tekom enega dne in se jo lahko tudi zelo hitro prebere, ampak pristop pisanja, kot so se že pogovarjali, bil pa bolj dolgotrajen in bolj študiozen in bolj, kako bi rekla, veliko enega vračanja, veliko enih popravkov in tako naprej. Mislim, to treba vedeti, jaz vsak dan pišem. Jaz res vsak dan pišem, ker moram pisati, ker to je moja služba in to počnem. In to je pa projekt za zraven. Pa še tudi druge projekte sem že skozi ta leta pač izpeljala, ne, in ta zgodba je mene spremljala in sem fantazirala o njej med hojo in tako naprej, kot sem prej povedala. Potem sem jo pa počasi res tako zlagoma začela tipkati. In 2020, pred korono, sem jaz celo vzela en mesec neplačanega dopusta, da sem vse skupaj spravila v eno tako obliko. Potem se je pa začelo, pač, kaj bom zdaj s tem tekstom naredila, ne, spraševati. In sem se pogovarjala z eno založnico, je bila navdušena, potem pa na koncu nekako nisva prišli skupaj. In tako da jaz sem potem še poslala na en natečaj, kjer ni bilo. Potem sem pa rekla, tukaj se pa moje poniževanje konča in bom jaz to naredila sama. No. In potem smo šli pa v ta projekt, oziroma to pač družinski projekt. Družinski projekt. Tudi posvečena je knjiga vašim mejem, oziroma vašim družinskim članom, vsem se imena začenjajo na M. In zanima me ta izkušnja, izdati knjigo v samozaložbi. To je res v bistvu lotiti se od A do Ž, od tehnike do iskanja, ne vem, tiskarjev, verjetno komunicirati, kako to prodati naprej in tako naprej. Kakšna je vaša izkušnja s tem? Super. Mislim, najprej napišeš, ne, in to pri meni, jaz počasi pišem in spreminjam in obračam in prevračam in zbrišem in napišem na novo in tako. Novinarske tekste ne tako, tega pa. No. Potem se pač seveda neki ljudi poznam, ne, in sem se pozanimala, kako priti do oblikovalca, se naučila pač te terminologije, zdaj vem, kaj vse to pomeni, kako dela oblikovati, obrtniško tako, ne. Potem je treba nagovoriti tiskarja in distribucija, ki so profesionalci, ne. In je zanimiva izkušnja, no, tako da vem, kako to traja, kako se komunicira, vse te procese, recimo zdaj približno poznatno in je zelo poučno. Potem pa smo knjigo spustili v življenje in zdaj jo opazujem, kako ji gre. To je kot en tak otrok, ki ga spustiš v svet. Ki ga spustiš v svet in najprej te skrbi, pa kako, a je, a ni. Pa si zadovoljen, pa imaš spet dvomiš. Pa malo pogledaš stran. Mislim, tako je. En tak notranje je zelo živahno pri meni. Super. Še ena stvar. Knjiga je napisana v slovenščini. Mila kot študentka oziroma študentka, ki piše doktorat v francoščini v Franciji in hkrati je honorarno zaposlena pri Vieux Magazine Littéraire, kjer piše članke tudi v francoščini. Vaš osnovni jezik je slovenščina, v glavnem pišete v slovenščini, pa tudi v francoščini za Courrier des Balkans. Kakšna je vaša osebna izkušnja? Pisanje v tujem jeziku, pa pisanje v materinščini. A gre za isti način razmišljanja, ker... Ne, seveda jaz nisem dvojezična, ne. Jaz sem priučena, jaz sem francoščino se učila v gimnaziji, pa potem na fakulteti,
pač do diplomsko, pa v magisteriju. Pa v bistvu sem zdaj se kopam v francoščini ves čas, ker službeno tudi to počnem in berem vsak dan Le Monde in Le Point in sem naročena na te publikacije. In, ja, ampak je sigurno nekaj drugega pisati v materinščini, kot pa v tujem jeziku. Ne. Tudi sprva, ko sem jaz začela za Courrier de Balcon, pa še za koga, sem vedno dala nekomu prebrati, Francozu, ki je šel lektorsko skozi. Zdaj si upam že sama, ne. Tako, kar, mislim, meni je to izziv, da se tudi, predvsem gre izziv novinarski in tudi za jezikovni izziv. Ali lahko spravim francoščino vedno višje, ne. Ampak tako, kot tudi v romanu napišem, ne, da pač tako približen kot s tem, kako se naučiš otrok voziti kolo, ne. Tako, ali se ga učiš kot otrok, ali se ga učiš kot starejši, ali pa smučati, no, tako. Lahko, da se motim, verjetno imamo zelo različne pameti. Moja pamet je pač taka, da recimo, da v slovenščino pristopa sta zelo različna. No. Slovenščino čutim in uživam v njej in je, to sem jaz, ne. Za francoščino se moram pa zelo potruditi. Je pa res, ne, da je razlika v tem, če živiš v francoskem okolju, če si še bolj obkrožen z jezikom, ker jaz sem, ampak ne pa vsakodnevno. Mislim, ne vsakodnevno časopisa, ampak ti zvoki pa so slovenski okoli mene, ne. Tako da se zaenkrat ne spogledujete z idejo, da bi pa mogoče kakšen roman napisala v francoščini? To traja, to, ne vem, jaz sem tako, pač seveda odprta za vse in kdo ve, če kaj vse bi še počela in bom počela, ampak zaenkrat sem tu. Super. Ja, najlepša hvala. A ima kdo še mogoče kakšno vprašanje? Jaz bi vprašala eno stvar. Tukaj so tudi jutranice. Ja, to smo pozabili prej omeniti. Jutranice so pa kratke zgodbe. Ali so kratke zgodbe uvod v pisanje romana? A moraš najprej začeti s kratko zgodbo, da potem lahko napišeš roman, ali je to zelo neodvisno? Ja, vidim, kdo je prišel. Ja, to so črtice. To niso niti kratke zgodbe, to so taki prebliski jutranice, ki izhajajo v delu na zadnji strani. To so te iskrice, ko človek nekaj sliši, nekaj vidi in potem ga to povabi k premisleku in te sem jaz potem zbrala in smo izdali v tehle knjigi Jutranice. Roman je drugačen tek, no, to se teče čisto drugače, ne. Ampak mene je pri tem tako, ne, to je prvi roman, to je kup enega preizpraševanja, ne, kako to obrtniško izpeljati, tako kot sem jaz zastavila, a bom jaz držala bralca v napetosti, a bo vleklo naprej, to je nešteto spraševanj, no, tako, to ni, vsaj pri meni je tako bilo. Aha. Klišejsko vprašanje. In tako Ja, to je zdaj, tukaj eno perspektivo pustim odprto in tudi napišem, ne, da ne maram vse tako mimogrede, nekaj kup teh glasov, ki spremlja to osnovno zgodbo, da mogoče ne maram tega vsevedne pisateljske perspektive. In ena perspektiva ostaja odprta, ne, njegova perspektiva, ne, tako da je možnost, da se zgodba pove pa z njegove perspektive. Recimo, tako, ja, okay. To bi bilo zanimivo. Mi smo pa v francoščini, zato je Francoz. A pa v portugalščini. Jaz imam še eno vprašanje. Če to ni vaša zgodba, ne? Ja. Od kje ta zgodba? Kaj je inspiracija? Jaz nisem brala še knjige, ne? Ampak jaz si mislim, da nekaj mora biti vašega. Tako je, ne, kolegica Sonja mi je zadnjič rekla, ja, to je prvi roman, to je avtobiografski. Jaz vem, da je to tako, ker je sama tudi napisala že 2 romana, ali kako, ne. Pa ni, no, mislim, pa ni.
Seveda so razmisleki moji, seveda sem bila v situacijah, ko je kdo kaj rekel, pa sem potem to prinesla tudi noter. Zdaj ne bom govorila konkretno, ne, kaj. Seveda je to moja stvar, ne, ker sem jo jaz napisala, ne. Ampak tu so neke intimnosti, ki pa niso moje, k sreči, no, tako bom rekla. Ja. Ja, da ta mama ni moja mama, ampak jaz razmišljam kot mama, ne? Kaj lahko vse jaz svojim otrokom naredim, ne? Svojim kritizerstvom, svojim, ne? Tukaj se Če se to moji hčerki zgodi, ne vem, kaj se zgodi, ne? Ker povedati, kako je nosil. Ja. A je kaj tega noter? Otroci. Kako? Zdaj bomo izvedeli, kakšna si mama. Lahko otroke vprašamo tam v zadnji vrsti. Jaz zelo težko, recimo, zdi se mi, da sem lahko iskrena samo, kadar govorim svojo zgodbo. Ali pa zgodbo, ki se je dogajala nekomu, ki je meni zelo blizu. Nimam te sposobnosti, da bi šla v nek absurden svet, da si izmislim zgodbo Mile. Recimo, zato vedno iščem, pa tudi, ko berem, kaj je pa tle, a je to res, a si to res, to je pač zato moje vprašanje. No, jaz vas razumem, ker zadnjič sem delala en intervju z švicarsko pisateljico, ki je napisala strašno zgodbo o Švici, o eni vasi, družinsko razmerje, tudi zgodbo neke ženske. In ko sem jaz z njo se pogovarjala, sem najprej hotela reči, joj, meni je tako žal, kaj ste videli skozi v življenju, ne? Ampak ne, je rekla, to ni moje. Tako da, seveda so premisleki moji, seveda je kakšna situacija, ki se je zgodila nekomu, ne? Ki je iz moje bližine. Seveda jaz sem vse to skozi 50 let, skoraj, ki jih imam, no, malo manj, na nek način dojela, razumela, slišala, videla. Seveda to se nam kopiči v nas, ne? Ampak potem je pa to igra, vsaj pri meni bila. Kam vse jo lahko porinem, no? Tako, kaj vse ji lahko naredim? To je igra. Mogoče zato, ker v novinarstvu ni te igre, ker novinarstvo sledi faktom. Novinarstvo ni, saj se lahko jezikovno igramo, pa je fajn, ne? Ampak tam ni, tam zasledujemo nekaj drugega, no. Tu pa je. Medtem ko jutranice so deloma take, ne? Jutranice so en tak odklon v novinarstvu, ko recimo smo si pri delu, oziroma so odločevalci takrat šli malo stran. In tam lahko popišemo tudi kaj intimne premisleke ali pa eni popisujejo čisto zelo take osebne zgodbe, no. Jaz bi pa še eno vprašanje, ki se mi je zdaj porodilo. Literarno novinarstvo je en žanr, bi rekli, ki je zdaj nekako v razvoju oziroma se ga da čutiti tudi v jutranicah. To prepletanje v bistvu v vsakodnevnem vašem delu. A se da ločiti še nekako, recimo, ko pišete roman, a lahko izklopite popolnoma ta žurnalistični pristop? Saj ne vem, mogoče bo kdo pa tudi čuti malo žurnalizma v zadnji, ne vem, ne? Tako. Literarno novinarstvo je fajn, literarno novinarstvo pomeni pač teren, tu imamo strokovnjakinjo za literarno novinarstvo, pomeni teren, pomeni reportažo, pomeni zasledovanje resnice in popisovanje resničnosti, ne? Ampak tudi v nekem literarno novinarstvu dovoli pa mal izleta jezikovnega, ne? In to je krasna stvar. Sonja, se strinjaš? Ja, pa dialoge, pa junake lahko stvari samo morajo biti kot seveda živi ljudje, ne? Pripoveduje zgodbo. Ampak se mi zdi, Resnična. absolutno, ne, to tako, ja. Tukaj sem se pa jaz šla na izlet v fikcijo, tako. V zvezi s tem zanima, koliko je v romanu kljub temu, da gre za intimno zgodbo, poleg tega, da so pariške ulice in znana resnična prizorišča, koliko je nota refleksije mogoče na sodobno francosko družbo, če sploh kaj je. Nisem še prebrala. Ja, to
boste videli, no, če boste prebrali, je en tak dialog med slovensko pa francosko družbo. Tudi kako ta mlada dama razmišlja o slovenskem okolju in kako o tujem okolju. Zdaj, kako razmišlja o slovenskem okolju, spet ni nujno to feel good literatura, da kar povem. Ga ne idealizira, pa tudi mislim, da pariškega okolja ne idealizira. Popisuje, seveda se to dogaja v današnjem času. Ja, so elementi, recimo, kako se ravno v latinski četrti, ne, ki je zelo turistična, kako se lahko tam še čuti Francoz sploh, kako se počuti Francoz, domačin, Parižan, ko pa vendarle prevladuje ta turistični segment. No. In ona sebe opisuje, pa tudi junak, ki je Francoz, ni pa Parižan, tako nekje vmes sta, ne še čist domača, ne pa več tudi tuja. Ne. Da so določeni premisleki. Drugače pa to je en sprehod skozi Pariz, skozi ta konc Pariza, pa tudi sprehod skozi to slovensko okolje na nek način, ki pa ga nočem jaz, ki ga ne idealiziram, tukaj tudi prepuščam bralcu vsak sam s tem naredi, kar hoče. Ali ga dojema kot neko kritiko, ali ga dojema kot razmislek tistega dne, ali ga vidi čisto drugače, to bo bralec sam povedal. No. Tako, jaz pač želim samo odpreti malo poti. No. Ja, jaz bi rekla, da mogoče moja izkušnja je bila, ko sem živela v Parizu, sem zelo začela idealizirati Slovenijo. Jaz sem vsem sošolcem na faksu razlagala, da to je najbolj krasna dežela, in dejansko sem dobila ta občutek, ampak v trenutku, ko sem se vrnila v Slovenijo, me je začela dušiti. In v bistvu ta razlika med tem, ko se mi zdi, da pri Mili je pa ravno obratno, no? Da ona, ko je odmaknjena od doma, šele bolj vidi in čuti to zadušljivost, to pomanjkljivost njenega domačega okolja. In njej je to res pobeg. Ona je dejansko pobegana v Pariz od te hrastove mize, ki producira nesmiselne pogovore, malo meščanskost in od tega vsega tega gnilega okolja nekako domačega, ki jo najeda. No? In se ga ne more rešiti tudi, ko je v Parizu, tudi od tam jo še ves čas. Ja, se to je ta ideja, ne? Trganje popkovine. Mila še vedno idealizira to, ne, okolje, zato je tudi doma imenujejo, ji rečejo, da je naša paradižanka. Ne? Tako, in tudi recimo idealizira tudi skozi jezik to okolje, kako Francozi nagovarjajo drugega, kako je to pri nas. Ampak to ni, jaz nočem, jaz samo tukaj ne delam zaključkov, no, tako bom rekla. Nočem jih delati. Ja, in to je čar, se mi zdi tudi te knjige in tega. Nekako poletiš tudi na koncu, ko se ta češnja razpoči, tako sem jaz doživela, kako to zori in je neka katarza na koncu. Kljub temu, da ne vemo, kam gre. To, ko ste rekli, ne, da to ni lepa beseda gnilo, no, ampak tudi ni tako gnilo okolje. V bistvu potem je velike srčnosti ali pa da si ne znajo izkazovati te naklonjenosti, ljubezni. Ne? Ampak na koncu se pač pokaže neka srčnost. No, tako. In tu je mogoče premislek, koliko si izkazujemo, koliko si vsak dan ali pa tako, koliko si v domačih krogih znamo povedati, da se imamo radi. No, tako. Drugače pa sem zelo hvaležna za te moje predbralce, no. To moram še povedati, ker tukaj je bilo zelo pomembno, da so. Že med nastajanjem romana? Ja, že med nastajanjem, pa potem tudi na koncu, pa nekateri večkrat. In se mi zdi, da to je zelo dragoceno, no, da imaš v življenju take ljudi, ki ti pomagajo, pa ne samo tako, da hvalijo, ne, ker
To ni to dovolj. sicer je prijetno slišati, ni pa nujno dobro vedno, ne. Tako da to sem v bistvu zelo hvaležna. Ker to je zame bila avantura, to je pač zame eksperiment, jaz tega nisem nikoli počela in zdaj sem se pač rekla, zakaj pa ne. Tako. Super. Ja, čakamo na naslednji roman. Bi še kdo kaj vprašal? Kako težko je preklapati iz tega vsakdanjega ritma novinarskega, pač ta pogon, ki je zahteven v literaturi. Kako iz tega novinarskega preklapati v literaturo, če ti je to predstavlja kakšen problem, oziroma če je zahtevno? Ja, sej je, ne, sej veš sam, ne, mi produciramo veliko, ne, novinarji moramo veliko spraviti iz sebe. Ampak tako ne vem, kako naj to povem, recimo vse te poti so zame res blagodejne, zato ker, pa Gašper ti tudi to sam dobro veš, ne, ker srečujemo te ljudi, mislim, jaz se vedno dogovarjam za intervjuje in delam te francoske intelektualce in ob vsakem intervjuju, potem po vsakem kar malo letim, ne, in po tistem tednu dni, ko sem tam in se vrnem s torbo knjig in koga vse sem srečala, katero predstavo sem videla, kaj sem vse slišala, potem kar nekaj časa letiš, ne, in tudi letiš malo drugam, ne, ta notranji zemljevid se vedno zamenja, ne, ko si v tujem okolju, tudi profesionalni zemljevid se mi je zamenjal, ne, in potem pač pa stvar, koliko si vztrajen, koliko si, da ne rečem, zaguljen, ne, koliko hočeš, koliko se ti ljubi in meni se zaenkrat še da, no, zdaj ne vem, kako bo, ne, s to energijo, meni se je očitno dalo. Tako. Čisti klišej iz naslova sem jaz v knjigi našla samo pravzaprav v tej slovenski malomaščanski družini. Sem se pa zelo spraševala, ali ta absurdni klišej, ali ta slika te družine, ta klišej pravzaprav krepi ali spodjeda. Jaz moram reči, da pri meni ga je bolj spodjedel. Razumeš, kaj je? Ne, čisto, sem te malo izgubila. Mislim, da je ta predstava razumem. Izredno klišejska in je tudi poudarjena v naslovu in v tekstu in tako naprej. Prvič me zanima, je pravzaprav ta klišej, ali so še kakšni drugi klišeji, ker jaz jih nisem našla. Drugič me pa zanima, ali s tem poudarjenim klišejem krepiš to podobo? Ne. Ja, spodjedam, ne, sej, to smo se že nekje pogovarjali, ne, da je to lahko kliše o klišejih, ne, in v bistvu jih je noter veliko tudi teh jezikov, kakšni so Francozi, recimo tukaj pri tem jezikovnem vprašanju, ne, ali so zato bolj prijazni, ker nagovarjajo, ko rečejo, greš, ne vem, v pekarno, pa bonjour madame, je vedno ta gospa zraven, ne, to je recimo en tak primer. Zdaj se moram še spomniti, kaj vse sem še noter dala. V bistvu moj namen je bil opozoriti na to, obenem jih pa že prikazati kot kliše o klišejih, no, če sem približno odgovorila. Še kdo, kakšno misel za konec? Potem bi se pa kar zahvalila Mimi za tale pogovor, za predstavitev. Upam, da tisti, ki še niste prebrali knjige, da vas je vsaj majčkeno zintrigiralo in da jo boste kupili in prebrali, da bo šla v svet, tako kot je Mimi rekla, da je spustila tega otroka v svet, mi pa čakamo na novega, ne? In se veselimo. Medtem bomo pa prebirali seveda članke in kolumne. Tako da. Hvala lepa, hvala, da ste prišli. Hvala.